Skupaj s prijateljicama na Instagramu ustvarjam knjižni klub. Z gledališčem sem se začel ukvarjati v 4. razredu. V prostem času pa rad vrtnari. Naš knjižni klub se imenuje Totally Bookish. Želimo s knjižnim klubom privabiti tudi druge, ki zelo radi berejo. Zato pišemo tudi v angleščini, ker želimo privabiti ljudi iz več držav, ne samo iz Slovenije. Idejo je dala Leja, pol je pa ona to predlagala v Danžetu. Na začetku me je bilo tudi strah, od vrstnikov, kaj si bojo mislili. Ne bi rekel, da so to glih tipične stvari za fante, no. Posta pa še meni povedala in sem se takoj strinjala, sem bila vesela to. In pa smo začeli planirati, kako bomo naredili prvo objavo, kak bo profil, kak bo logo. Nekako nikoli nisem imel rad športa, pa sem se v drugih stvareh našel. Sem hotel tudi nekako drugam šerati ljubezen do knjig, ne pa sam prijateljem ali pa družini, ampak tudi drugim ljudem. Beremo v angleščini in v slovenščini, tuje avtorje in slovenske avtorje. Bereš knjigo, moraš napisati celo objavo, naj to nekaj čas traja, da celo skupaj skomponiraš, pa pol moraš slikati knjigo, pa pol, da se še zmenimo, kdo bo kaj objavil. Ko Anže tiči med knjigami, se zgodbami ukvarja v gledališču in to v 2 skupinah. Tam skrbi, kaj si mislijo drugi, odpadejo. Pol minute prej si res imaš tremo, te je strah, ampak pol, ko pa stopiš na sceno, pa začneš govoriti, pa se mi zdi, da straha ni več, no, izgine. Ker publike, ko si ti na odru ne vidiš, recimo vsaj jaz ne, no, ker nastopam, tudi če pogledam publiko, jaz ne vidim nobenega v oči, tako da pol tistega straha nimam, no, ko sem na odru. Usklajevanje vseh dejavnosti je včasih stresno, a pomirja ga narava. Vrtnarjenje mi je všeč zaradi tega, ker lahko vidiš ta proces, kako iz sadike oziroma semena pol zraste neka rastlina, živ organizem. Tako pred našimi očmi raste cela zgodba, pa tudi vsak izmed nas je zgodba zase.